Tokrat bomo multipraktični z legendarnim multivanom, tako vozniško kot tudi prostorsko. Potem sedemo v predelanega Rangerja, ampak ne z Rangerji, temveč z gasilci. In predstavimo novega Megana, ki je tako nov, da bi morda lahko imel celo drugo ime. Na koncu pa še poiščemo povezavo med športnimi avtomobili in pospeševanjem prodaje. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Leto se že bliža k koncu in zato že lahko slutimo, kakšne bodo letos prodajne številke avtomobilov. V letu, ki je bilo zelo posebno. Na eni strani je bilo povpraševanje po avtomobilih izjemno veliko, na drugi pa njihova dobava motena na način, ki se bo v avtomobilski industriji poznal še kar lep čas. No, tudi pri nas kaže, da letošnje leto oziroma prodaja še ni na nivoju, kot je bila v predkoronskem času. Ampak prvo polletje je že nakazalo z dobrimi 31 tisočimi prodanimi novimi avtomobili, da bo boljše kot leto prej. Bo pa letošnje leto boljše kot leto poprej, ampak človek bi rekel, težko bi bilo slabše. Ne, vedno je lahko slabše, lahko je manj kot 20, manj kot 15. Tako. A si optimist, ne? Sem, v resnici smo lahko optimisti, zato ker je kupna moč očitno še dovolj velika in interes za nakup novih avtomobilov sila visok. Kupujemo pa še vedno bolj ali manj iste avtomobile kot zadnjih nekaj let. V Ameriki se odrežejo kar 70% trga, v Evropi 40% in tudi v Sloveniji v polovici letošnjega leta je bilo med 10 najbolje prodajanimi avtomobili kar 8 križancev. No, greva še k enemu modelu oziroma k eni karoserijski obliki, ki je zelo pomembna za avtomobilske znamke, ampak jih ne kupujemo več toliko. To so športni, kompaktni kupeji, ki so za znamke, kot rečeno, zelo pomembni, tudi za kakšne jumbo plakate oziroma za reklame, ampak na koncu pa ne dobijo toliko kupcev. Poglejmo, zakaj športni avtomobili prodajajo športne terence. Tokrat sem se nekaj malega naučil po japonsko. Hachiroku Waku Doki. Ne veste, o čem govorim? Poglejmo. Waku Doki oziroma srce razbijajoče navdušenje. No, to naj bi doživeli danes. In to je Hachiroku, GR Hachiroku, Toyota GR86, tokrat še v nekoliko zamaskirani predserijski prototipni izvedbi. Nahajamo se na dirkališču Castelloli v bližini Barcelone. No in to dirkališče je zelo takšno zavito, tehnično, polno je počasnih zavojev in s to karakteristiko zelo ustreza temu avtomobilu. GR86 je avto za vozniške sladokusce, je avto za vozniške užitke. Ta avto omogoča vožnjo stare šole, brez elektronskih pomagal, brez tistih asistenčnih sistemov. Tako po starem se spoprimemo z volanom, stopalkami in pa tudi ročnim menjalnikom. Pri Toyoti pravijo, da je to analogen avto za digitalno dobo. No in mene je tale športni dinozaver že takole po prvih kilometrih na dirkališču uspel kar precej prepričati, ampak vseeno še malo poglejmo v njegovo drobovje. Yeah, what we mean with an analog car for the digital age is that we want GR86 to be a pure sports car without too many supporting items and too many technical gadgets. So all driver focus and all about driving as it was. It's one of the last vehicles of its kind, I think. Za naš pospešen utrip srca bo poskrbelo srce Toyota GR86. Gre za 2,4 litrski atmosferski štirivaljni bokser. Motor ima v primerjavi s svojim predhodnikom iz modela GT86 zdaj večjo prostornino, s tem pa tudi več moči in navora. The biggest advantage for a boxer engine is that it's flat. It's low inside the vehicle, so we can have a low bonnet, which also provides the driver a clear view to the front. Another item that we implemented is like the bulb on top of the wheels, so that as a driver, if you sit in the car, that you can really see where your front wheels are as well.
Kljub temu, da se tukaj skriva ekspertiza dirkaškega Gazoo Racing oddelka, ki žanje uspehe v elitnih razredih svetovnega avtomobilskega športa, je po besedah Toyote glavna misija tega avtomobila vstop v GR svet ponuditi več in več navdušencem. To je torej vaša vstopnica. Stopničko više pa stojita modela GR Yaris in GR Supra. No pa še preden oddriftamo dalje, smo gospoda Danensa vprašali, čemu se pri Toyoti sploh gredo vse to? Yeah, I think this has all to do with our big boss, so Akio Toyoda. He's the one who has petrol in his blood. And so he's really keen of having these kind of vehicles in our lineup. He's also a capable driver himself, a capable race driver himself. A vsi Toyotini šefi seveda niso bili navdušenci nad avtomobilskim športom. V prvih desetletjih po drugi svetovni vojni so japonski avtomobili sloveli predvsem kot izjemno zanesljivi. A Japoncem ta sloves ni bil dovolj. S svojim inženirskim znanjem so želeli premagovati evropske in ameriške tekmece tudi na avtomobilskih dirkah. Naloga dirkalnikov je bila, da bi vozniki po svetu ob japonskih avtomobilih začeli vklapljati tudi čustva in strast. Toyota je morala postati tudi malo nevarna. Američane so skušali prepričati z zmagami Selike v kraljevskem razredu prvenstva IMSA GT, Evropejce pa z uspehi na svetovnem prvenstvu v reliju. Ewan Kankanen in the rear-wheel drive Toyota Celica benefits from the failure of others, but he's running strongly in eighth overall, the leading non-four-wheel drive car. Seliki pa je sledila Corolla, no o tej pa kar iz prve roke. Sesti v legendarni avtomobil, ki so ga vozili legendarni rally vozniki, Carlos Sainza, Oriola, Cankunena, je res pač en poseben, bom rekel, občutek. In seveda so ta pričakovanja upravičena, namreč avto je poleg izredne zmogljivosti nudil en maksimalen užitek zame, tako da ja, sem užival in morda še kdaj se usedem v kakšno dirkalno Toyoto. V zadnjih letih Toyotin dirkaški program dobiva nov zagon. Nadaljujejo z osvajanjem naslovov v reliju, tem pa so dodali tudi zmage na legendarnih dirkah za 24 ur Le Mana in reliju Dakar. Pol stoletja Toyotine dirkaške zgodovine se je nabralo preveč legendarnih dirkalnikov, da bi jih lahko takole prešteli. No, ampak današnji uspehi ekipe Gazoo Racing pa predstavljajo odlično in močno platformo za razvoj tehnologij in tehnik, ki se jih s tekmovalnih prizorišč prenaša v serijske avtomobile. Če že naredijo, bom rekel, športni avtomobil, ni kompromis med nekim veliko serijskim, običajnim, ki seveda ima dodano neke dodatne moči ali pa nekaj športnih komponent. Tle je avto, ki je popolnoma zasnovan iz ničle. Zame kot bivšega dirkača je seveda prihod tega avtomobila bilo izjemno darilo. Praktično se nisem mogel predstavljati, da bo kdorkoli od proizvajalcev naredil res tako pravo rally cestno poslastico in na nek način to tudi ta povezava med njihovimi športnimi aktivnostmi, zmagami do seveda ljubiteljev tovrstnih avtomobilov. Športni nišni avtomobili torej povzročijo, da se ljudje nad znamko navdušijo. Konec koncev pa je velik posel tudi nostalgija. In dirke so pravi raj za nostalgike. Ostanite v naši družbi tudi po kratki pauzi, predstavimo vam multipraktičnega in udobnega potovalnik Multivan in predstavimo eno zanimivo gasilsko predelavo pick-upov. In pozor, ekskluzivno predstavimo novega Megana, ki lahko celo ne bi imel to ime, ker je tako zelo drugačen od vseh, ki so bili pred njim. In povemo tudi to, kdo ga je v zadnjem hipu kar precej temeljito spremenil.
V avtomobilskem svetu že skoraj 100 let velja pregovor: zmagaš v nedeljo, prodajaš v ponedeljek. Športni avtomobili in dirke so odlično orodje za to, da lahko svoje produkte prodaš hitreje in za več denarja. Mercedes, Alfa Romeo, Maserati, Aston Martin, Bugatti, pa seveda kasneje Ferrari, Porsche, Audi, vsi počivajo na teh lovorikah športnih zmag iz preteklih let in sedanjosti. Vsi našteti, pa še marsikatera druga znamka, tudi zaradi tega pri kupcih uživa poseben status. Ampak danes smo vam predstavili primer Toyote, ki je tudi v tem pogledu nekoliko drugačen. Akio Toyoda, prvi človek Toyote, natančno ve, kaj govori, ko pravi, da bodo prav zdaj vlagali v razvoj športnih avtomobilov, čeprav se zdi, da to nima nobenega ekonomskega, kaj šele okoljskega pomena. To pa ve zato, ker so njegov dedek, njegov oče, pa kakšen stric, vsi iz družinskega klana Toyota v svojem času naredili enako dobre, praviloma pa bolj vzdržljive avtomobile od konkurentov, prodajati pa so jih morali po nekoliko nižji ceni, od tistih, ki so pri kupcih uživali poseben status. Toyota se je že davno lotila dirkanja in izdelave športnih avtomobilov, danes so nekateri že legendarni, ampak Akio ve, da je zdaj čas, da se tega loti drugače. Redko se namreč zgodi, da je prvi človek kakšne avtomobilske znamke, tako velike pa sploh, tudi odličen testni voznik, že kar dirkač. In Akio je natančno to. Pri razvoju vseh športnih Toyot tesno sodeluje z razvojniki in na koncu reče: taka bo naša športna Toyota. To počne zato, ker očitno v tem tudi uživa, predvsem pa zato, ker natančno ve, da s tem tudi vsem ostalim Toyotam, hibridnim, električnim, vodikovim, daje tisto nekaj več, v tem primeru osebno noto. To, kar pri kupcih šteje. Ni več šasije in tudi ni več tovornih različic, se pravi kesonerjev, furgonov in pa recimo tistih kombijev za šolske prevoze. No, ostal pa je multivan in multivan je z novo generacijo postal samo svoj model v Volkswagenovi ponudbi in tisto, kar je najbolj bistveno pri vsem tem, je to, da je narejen na platformi MQB, se pravi na klasični platformi, ki jo poznamo tudi že iz Volkswagenovih osebnih vozil. In to v resnici je osebno vozilo. Predlagam, da brcnemo pod ta vrata, da nas multivan spusti v svoje kraljestvo. Vmes bomo tudi si namestili tole mizico, ki jo ponovno lahko premikamo poljubno po tej potniški kabini. In zdaj smo počasi pripravljeni, da se soočimo z ozadjem, ki je botrovalo nastanku tega povsem drugačnega novega multivana. Multivan je direktna posledica dejstva, da enoprostorce nadomeščajo SUV-ji, a ti niso dovolj družinski, ne ponujajo namestitve 3 otroških sedežev, štric, pa tudi enoprostorske prilagodljivosti ne zmorejo ponuditi. No, druga alternativa so klasični kombiji, ki pa so za družinsko rabo preveč, kako bi rekli, preveč gospodarski. Družinski avtomobil za mene osebno pomeni avto, ki nudi izjemno veliko prostora za večje število otrok in tudi opreme, kolesa, dopusti. Skratka, obetamo si seveda, da zapolnimo segment, ki je na nek način izjemno pomemben in se je v zadnjih letih nekako zanemaril. Segment družinskih avtomobilov in to mislim, da bomo s tem multivanom odlično zapolnili. Kaj pravite, ko bi nam zdaj Volkswagenovi možje dokazali, da z družinami resnično mislijo resno? Da v razvoju tokrat niso na prvo mesto postavili potreb biznisa, ampak potrebe družin. Naj nas prepričajo s konkretnimi primeri. Za odstranjevanje sedežev iz vozila je bilo prej potrebno kar krepko zagrabiti, bi rekli. Novi sedeži so občutno lažji, torej se je teža znižala na praktično skoraj 20 kg in pri preoblikovanju notranjosti potniške kabine lahko en človek opravi vse sam. Zanimivo. Poglejmo primer številka 2. S tovrstnimi vozili se neverjetno radi vozijo otroci. Zakaj? Ker jim pač položaj v vozilu, ki je malenkost višji od običajnega osebnega vozila, omogoča bistveno boljše poglede navzven. In zdaj je ta pogled omogočen tudi navzgor, ker z novim panoramskim strešnim oknom, velikim skoraj 1 kvadratni meter, dobijo v tem vozilu čisto novo dimenzijo.
Ampak pri enoprostorcih smo imeli tudi izjemno prilagodljivost. Z enostavnim pritiskom na tipko pride vlečna kljuka in samo še z enostavnim potegom fiksiramo. Čakaj. In pa morda konfiguracija sedežev v tretji sedežni vrsti. Glede na to, da ni več 3 sedežne klopi, imamo lahko v konfiguraciji v tretji vrsti 2 posamična sedeža. Samo vmes ne bo šel sedež. Seveda bo šel, vkolikor odstranimo naslone za roke, čisto enostaven poseg, ustavimo vmes še dodaten sedež. No, še nekaj takšnih podrobnosti. Ponujamo vam jih v daljšem video prispevku na našem YouTube kanalu in na rtvslu.si. Tam boste izvedeli tudi to, kaj se je pri Multivanu zgodilo z dizelskim motorjem. Predelave kombijev, poltovornjakov, tovornjakov, avtobusov, avtomobilov, praktično vsega, kar se premika, je velika gospodarska dejavnost in tudi pri nas se kar precej podjetij ukvarja s to dejavnostjo. No, in predelave so od tistih za invalide do varnostnih predelav, pa seveda hiše na kolesih, kuhinje na kolesih, covidni centri oziroma cepilni centri v obliki kombijev in še bi lahko naštevali, jih je neskončno. Ampak zdaj vam bomo pokazali primer predelave oziroma primera predelave, ki so jih uporabili gasilci na pick-up tovornjaku. Gasilsko vozilo je običajno prvo na kraju nesreče, prvo na kraju požara. In pogosto je tam prvi tako imenovani GVGP-1, torej gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov. Poglejmo si ga od blizu. Poglejmo si, kako nastane. Največ teh vozil je na Primorskem, v okolici Krasa, tudi druga območja Slovenije imajo veliko teh vozil, sploh v manjših gasilskih društvih, ker imajo ponovadi naprimer GVGP-1 pa še dodaten večji kamion. Ni tako hiter, ni tako konkreten, kot taka manjša gasilska vozila. To vozilo je z proizvodnega traku zapeljalo kot povsem običajen Ford Ranger. Nato je prešlo v roke gasilskega društva, to pokliče pooblaščenega predelovalca in mu zaupa svoje želje. Društva, ki delujejo na Kraškem robu, velikokrat izvajajo intervencije v naravi, kjer so pač značilne za Kras skrite kakšne skale. Zato je pomembno, da je vozilo dobro zaščiteno. Druga zadeva je dvig podvozja, to se pravi z dodatnimi vzmetmi oziroma z drugimi vzmetmi ter večjimi pneumatikami. Pri Rangerjih se z vgradnjo dodatnih zračnih blazin poveča nosilnost za 300 kg, kar pa pri takem kompaktnem vozilu veliko pomeni. Ja, lahko peljemo dodatnih 300 litrov vode s sabo ali pa 300 kg opreme. Tale Ranger je še posebej predelan, opremljen je z jeklenim sprednjim odbijačem, z vgrajenim vitlom, da lahko rešujejo tudi druge tipe intervencij. Posebnost tega vozila je ploščad, na kateri je dovolj nosilnosti, da lahko tudi gasilec stoji. Seveda pa po tipizaciji mora biti tudi opremljeno vozilo z modro signalizacijo. Električna napeljava mora biti posebej zaščitena, saj se lahko zgodi, da mora gasilsko vozilo zapeljati čez kakšen predel, kjer je še požar, da se reši iz tega. Ker so pick-up vozila zelo kompaktnih mer, je v notranjosti potrebno precej iznajdljivosti, da se to vgradi. UKV postaja, ki se vgradi v zadnji del vozila in se na strop vozila vgradi samo ločen manjši zaslon. Želja gasilskega društva je bila, da imajo vgrajen nosilec tukaj spredaj za tablico, kjer so naložene karte. Zelo specifična nadgradnja je recimo pri tem vozilu ta, da imajo v kabini vgrajen tudi dihalni IDA aparat, saj to vozilo uporabljajo tudi za gašenje, to se pravi na stanovanjskih objektih. Tako predelano vozilo nato roma naprej do ostalih nadgraditeljev, ki v keson montirajo gasilski modul. Visokotlačna črpalka z navijakom, to imajo vsa vozila, ter vgrajen spodaj rezervoar za vodo. Zdaj, če so to predeli, kjer je dostop tudi s kakšnim večjim kamionom, se gasilci raje odločijo za vgradnjo dodatne opreme, dokler pač lahko pride kamion, se napelje cev za napajanje tega vozila, ki je taktično vozilo. Domala vsako vozilo, ki je v uporabi v Sloveniji, je predelano pri nas. In za nameček slovenski predelovalci poskrbijo tudi za številna gasilska vozila iz tujine. Torej, v Sloveniji nimamo le gasilskega društva v vsaki vasi, pri nas je tudi ogromno tehničnega znanja.
Zdaj pa je čas, da si ekskluzivno pogledamo novega Megana, ki bo sicer ostali avtomobilski javnosti predstavljen šele prihodnje leto. Pa še zanimivost, ker danes povezujemo športne avtomobile z pospeševanjem prodaje navadnih avtomobilov. Morda niste vedeli, Renault je bil zmagovalec prve Grand Prix dirke leta 1906 v Le Mansu. Ampak nazaj k Meganu. Predstavil ga je kar prvi človek Renaulta, zelo pomemben igralec na parketu avtomobilske industrije. Svoj pečat je pustil že predtem v Fiatu, Lancia, Alfi, Volkswagenu, Seatu, zdaj pa je v Renaultu. In ko je zasedel sedež v vodilnem fotelju v Renaultu, je rekel takole. Ja, no. Rekel je, Megan je bil že skoraj končan, on ga je pogledal in je rekel, nekaj bo še treba spremeniti. In Sebastian je imel priložnost s tem Meganom se družiti kar nekaj dni in poglejmo, kaj je pripravil. Pa tudi z Luko. Poglejmo, kaj je povedal Demeo. Javna tajna je, da je tik pred prihodom druge generacije nad vse priljubljenega in slovenskega Twinga takratni Renaultov šef Carlos Ghosn v zadnjem hipu zahteval drugačno obliko, kar se je zelo kmalu izkazalo za napačno odločitev. Lani je Renaultov šef postal Luca de Meo. Drugi dan nove službe so mu pokazali skoraj dokončanega Megana. In zgodba se je ponovila. Sledile so spremembe. Kako se bodo izkazale, bo pokazal čas. A tako na prvo žogo se zdi, da je Luka opravil več kot odlično delo. Predvsem, ker so nad njegovim nastopom navdušeni tudi njegovi zaposleni. In če je energija dobra, potem tudi končni rezultat ne more izostati. Je pa potrebno najprej povedati, da je Megane E-Tech povsem nov avto, ki bi mu pri Renaultu lahko rekli tudi drugače. Posledično je povsem nova tudi notranjost, kjer navduši osrednji zaslon s sistemom Open Air Link, ki je od predhodnega sistema kar 7-krat hitrejši. A bistvo električnega avtomobila so na koncu vedno pogon in baterije. 160 kW poskrbi za pospešek z mesta do 100 km/h v 7,4 sekundah. Polne baterije s kapaciteto 60 kWh pa v idealnih pogojih zagotavljajo do 450 km dosega. Posebno pozornost pa so pri Renaultu namenili baterijam in predvsem zaščitili kupce, ki bodo kupili rabljen Megane E-Tech. Today's Megane battery pack is warranty 8 years or 160,000 kilometers. With a minimum state of health of 70%. And meanwhile, if, for example, you will sell your car, we can procure to the owner a certificate which highlights the real state of health of the battery pack. We are able in our own workshop to identify state of each cells and within the module and change only the module which is necessary to change to guarantee the best performance of the full battery pack. Po kratki testni vožnji se zdi, da je Renault nazaj. Morda se bodo komu zdele te napovedi preveč optimistične, a so jih pri Renaultu temeljito podprli. Namreč, izbrani skupini novinarjev, ki glasujemo v izboru za Evropski avto leta, so odprli tudi vrata oblikovalskega studia in nam v njem pokazali modele, ki bodo na ceste zapeljali šele čez 3 ali 4 leta. Kakšni so, seveda ne smemo komentirati. So pa, boste videli, ko bo čas za to. EV1, EV2, EV3, EV4 in tako naprej vse do EV9. To bo paleta kinih električnih avtomobilov v bodoče. In to je njen prvi predstavnik, EV6. Šestica nam pove, kam se bo ta model znotraj svoje družine uvrščal, še bolj pomembno pa je to, da gre za prvi povsem in izključno električni avtomobil korejskega proizvajalca. Če začneš nekaj novega, je prav, da je to nek tak bombastičen prihod in nedvomno EV6 izgleda zelo atraktivno, ne nazadnje v živo izgleda tudi precej večji, kot si lahko predstavljamo na slikah. Kia posega s takšnim modelom in ostalimi prihajajočimi med premijska vozila.
Na voljo sta dve bateriji s kapaciteto 58 ali 77 kWh, ki jo lahko polnimo tudi na zelo hiter način, z 800-voltno napetostjo. Največji doseg obljublja različica z večjo baterijo in pogonom na zadnji kolesni par, ki naj bi z enim polnjenjem po standardu WLTP prevozila do 528 km. Štirikolesni pogon pa bo skrbel za silovite pospeške. In ti bodo najbolj siloviti ravno pri najbolj ekskluzivni različici EV6 GT. GT, ki ga pričakujemo približno čez eno leto, bo imel skupno moč 430 kW, od 0 do 100 km v 3,5 sekunde, kar je zelo spoštovanja vreden dosežek. Notranjost pa za Kia prinaša pravo revolucijo. Tukaj sta dva nova ukrivljena zaslona, lebdeča sredinska konzola, sedeži pa so odslej zelo tanki in seveda veganski. Ta avto pa ima še eno zanimivo lastnost. Uporabimo ga lahko tudi za oddajanje energije. In če smo recimo na poti z dvema Kiama EV6 in se ena recimo izprazni, jo lahko takole preprosto priklopimo in napolnimo. Pa smo prišli do konca še ene avtomobilnosti, za konec pa še nekaj, na kar ne smete pozabiti. Ne, res ne. Do konca meseca še lahko oddate svoj glas za slovenski avto leta. V finalu je 15 zelo zanimivih avtomobilov, vi pa boste izbrali 5 finalistov. Ja, in potem bomo vsi mediji staknili glave in izmed 5 finalistov na veliki podelitvi izbrali slovenski avto leta 2022. Vsi, ki sodelujete, ste tudi v žrebu za lepe nagrade. Mi se vidimo spet čez teden dni, vi skočite na našo spletno stran oziroma nas najdite na socialnih omrežjih in srečno. Srečno.